Jaz sem zelo vesel, da smo se vrnili nazaj v Maribor in s tem pokazali, da nismo pozabili na Maribor in pa seveda, kar se je veliko ugibalo, kje jaz najraje boksam ali kje ne, oziroma ko sem šel na začetke, da je bil Maribor dovolj, sedaj pa več ni, daleč od tega. Če bi lahko samo se odločal, potem bi boksal večino oziroma vse v Mariboru, pa vendarle, kar se tega tiče, kot sem omenil, kot je Ulf omenil, sem zelo vesel, da bom dobil možnost tukaj med vami, se pravi spet nekako stopiti na tista stara pota, začetek, za mene začetna pota, prav tako kot je bilo nekoč in v bistvu v hecu, ko radi rečemo, lesi se vedno vrača domov. To ne pomeni, da si ne moremo več nadati rokavic, pa se še ponovno pomeriti. Sem pa zelo vesel, da utrjujemo to, kar večkrat povem, da Maribor je športno mesto. In ob vseh prireditvah, ki imamo v letošnjem letu v Mariboru, sem zelo vesel, da lahko stopimo v bran Dejanu in da preko vas obvestimo slovensko javnost, da Maribor je, bo in bo tudi ostal zvest Dejanu kot štajerska prestolnica in bi želel izkoristiti, da bi vse povabil na ta dvoboj, ker bo pomemben. Jaz sem prepričan, da tudi iz tega mesta lahko poudarim, da Maribor ima vse, kar imajo velika mesta. Imamo pa svoje srce, ki nekoliko drugače bije kot pa v nekaterih velikih mestih. In predvsem računamo na to srce, njegovo srce, ki bije za boks in tako Ptuj kot Maribor, kot vsa Slovenija, sem prepričan, da bo stala ob Dejanu in da bodo prišli v Maribor ga spodbujati. To, da je Dejan prerastel meje malega borca oziroma malega športnika, danes je velika zvezda, kar se tiče boksa in tudi nasploh. In dejansko takšen dvoboj ni bilo lahko pripeljati nazaj v Slovenijo, pa v Maribor. Kar se nasprotnika tiče, se pravi, do sedaj še ni bilo, bom rekel, pravzaprav veliko časa nekako razmišljati o njem, kajti bilo je veliko ostalih oziroma drugih nasprotnikov, s katerimi se bi lahko pomeril. Koliko pa sem spremljal, gre, bom rekel, za samoumevno temnopoltega nasprotnika, kateri ima zelo visok tehničen nivo boksanja, morda nekoliko manj tistega, bom rekel, kar pričakujemo. Po mojem mnenju bo ta dvoboj za mene eden težjih, če ne najtežje, ampak iz vidika tega, ker pač boksar, ki je nekako poizkušal zelo ostati na distanci in kaznovati, bom rekel, takrat, ko nekako pravzaprav delamo največ napak, se pravi v napadu. Iz tega stališča bom rekel, da vidim tukaj en velik izziv in da se pač po drugi strani tudi zelo zavedam, da je to za mene, se pravi, trenutek čist realno odločitve oziroma dejstva, ali preskočim to oviro ali pa se pač za mene končajo neke poti, kar se tiče športa. Drži to, da je v bistvu tudi rangiran zelo visoko po VBO lestvici na 7. ali 6. mestu. To pomeni, gledal sem tudi dvoboj, katerega je izgubil, ki ga po mojem mnenju v Angliji ni izgubil, ampak kakorkoli še en dokaz, da je pred menoj velik izziv in nič ni samoumevnega. Več kot 2000 vstopnic bo možno kupiti za 20 evrov, medtem ko klopi bojo stali 30 in 35 evrov, zraven se bodo prodali še vstopnice za parter oziroma mize. Vstopnice grejo v prodajo drugi teden, in sicer 15. februarja. Borec prihaja nekoliko mlajši in pa seveda prihaja iz ozadja. To pomeni, da pač si definitivno želi premagati nekoga, ki je pred njim na lestvici in to sem na srečo jaz. Verjamem, da je
da je prav tako lačen, bom rekel, te zmage in pa seveda dokazovanja in pa nove možnosti, katerikoli od naju zmaga, pa verjamem, da bom to jaz, ga zmaga prenese na morebitno prvo ali drugo mesto. Prvo ali drugo mesto v verziji, pa vsi vemo, kaj pomeni, se pravi, se boriti v najkrajšem možnem času z prvakom aktualnim. In to pomeni, ne da bi sedaj se slepili ali karkoli druga, ali pa tudi napihovali, meni pa je tisti, kateri je tukaj super šampion in seveda vsi nekako strmimo in si želimo do njega, k njemu in zmagovalec tega dvoboja ima definitivno velike šanse, da se tudi pomeri oziroma da dobi možnost za naslov svetovnega prvaka.